Poglejte, v Slovenski ljudski stranki že od vsega začetka, to se pravi, odkar je vlada dala predlog rebalansa proračuna za leto 2013, opozarjamo, da je leta absolutno premalo ambiciozen in seveda za nikakor ne moremo reči, da se giblje v smeri konsolidacije javnih financ. Da to drži, oziroma to naše razmišljanje je včeraj popoldne potrdila, kot vemo, tudi Evropska komisija. Zato poslanci Slovenske ljudske stranke predlagamo, da se obravnava predloga rebalansa proračuna za leto 2013, ki je v zakonodajnem postopku, da se na tej redni seji v tem tednu, ki bo, da se takšen rebalans proračuna zavrne. Seveda s tem predlogom apeliramo na vse politične stranke, koalicijo in pa na opozicijo. Nadalje predlagamo, da se takoj, še danes, oblikuje posebna delovna skupina za pripravo novega predloga rebalansa proračuna za leto 2013. Ta delovna skupina pa mora biti sestavljena tako iz vseh parlamentarnih političnih strank, torej tako koalicijskih kot tudi opozicijskih. Kako naj bi potekala potem, to se pravi, kako naj bi se dela lotila ta skupina, mi predlagamo, da se stranke, potem predstavniki strank, za zaprtimi vrati v naslednjih dneh skupaj poiščemo rešitev, tako da se najdejo obstoječe rezerve na različnih področjih državne porabe in se seveda skupaj dogovorimo o ukrepih za znižanje proračunskega primanjkljaja. In pa seveda potem še četrtič, usklajen novi predlog rebalansa proračuna za leto 2013 se vrne nazaj v proceduro oziroma se vloži v Državni zbor Republike Slovenije in se po nujnem postopku sprejme tudi na izredni seji. Mi predlagamo, da se to zgodi že prihodnji teden. Samo še na kratko, zakaj je takšen predlog? Mi smo prepričani, da je v tem trenutku še kako pomembno, da enotna podpora tako koalicijskih kot tudi opozicijskih poslancev k dopolnjenemu, bistveno bolj ambicioznemu proračunu pomeni izredno pozitiven signal tako slovenski javnosti kot seveda tudi Evropi, da slovenska politika še obvladuje položaj in da bi na takšen način seveda lahko preprečili izgubo finančne suverenosti države, ki nam vsekakor grozi. Hvala lepa. Besedo predajam poslancu Francu Pukšiču, ki je tudi včeraj sodeloval zelo vsebinsko na pristojnem odboru za finance. Pukšič, beseda je vaša. Hvala lepa in lep pozdrav. Prekleto se zavedamo, da je hudič šalo vzel. Če bo se ta hudič še nadaljeval do konca leta, bo vzel to in državo. Zato smo se odločili, tako smo se odločili, že včeraj na odboru za finance, da bi prekinili z razpravo o rebalansu, s tem naj bi izpolnili pogoje in da bi prišli v fazo ponovne priprave, to, kar je že pred malo vodja poslanske skupine povedal. Ko sem včeraj poslušal nekatere razpravljalce, da je to konsolidacija javnih financ, pa mi vi razložite, kako. Če smo prej imeli 8,5 milijard prihodka, pa 9,5 odhodka, je bilo torej minusa 1. Zdaj pa imamo samo 8 prihodka, pa še vedno 9,5 plus nekaj, cirka 10 milijonov več odhodka, in pa to milijarda pa pol odhodka. To ni konsolidacija javnih financ.
To je v nasprotju z vsem tem, kar je ta vlada že sprejela, tako pakt o stabilnosti kot nacionalni razvojni program. Spraševali so in koalicijski poslanci govorili o tem, da bodo pripravili torej razvojno strategijo Slovenije. Razvojno strategijo Slovenije smo ob prevzemu oblasti leta 2012 naredili in jo pokazali. Jasno smo povedali, kakšni bodo koraki in kam nas to pelje, ne gre drugače. Takrat smo iz Pahorjevega katastrofalnega zadolževanja 6% GDP-ja v